Danes se torej začenja tretja izvedba Arhipelaga. To je festival sodobne umetnosti, kot so ga poimenovali, oziroma manifestacija sodobne umetnosti. Glavni prireditelj tega dogodka je društvo Limb. Potem so tukaj zraven se pridružili še društvo Korenini iz Šempetra, Punto Diffusione iz Gorice, Equilibri in Aterante, ki delujejo v Novi Gorici in Gorici. Letos je udeleženo kar 59 udeležencev umetnikov, kar je zelo velika številka, mislim, da največ doslej. Gre pa za tretjo izvedbo, prva je bila leta 2005, druga 2006 in sedaj. Mogoče ste opazili, da ni toliko postavitev tu na samem trgu železniške postaje. Res je, to je pa zato, ker se je letos festival zelo razširil kar na 6 lokacij, tako da jih je malo manj tu in več drugje. Kje so dela, pa imate napisane v tej izgibanki, katera so pač na ogled v Vili Bartolomej, potem so na gradu Kromberk, v Vili Korenini v Šempetru, v galeriji v čezmejni Gorici. Tako vse te informacije dobite tu v katalogu. Ko sem brala tak manifest Arhipelaga oziroma na strani njihovo izjavo, se mi je zdelo, sem si prepisala stave, kjer piše, da je arhipelag poskus aktivnega poseganja v umetniški in politični diskurs na obeh straneh meje. In druga stvar, kar se mi zdela pomembna, je to, da so zapisali med pomembne stvari ustvarjalnost kot prvo in kot drugo potreba po nujnem in brezkompromisnem izražanju idej. To se mi zdi pač eno vodilo Arhipelaga, ki mu sledijo že od vsega začetka in tvori nekakšen imidž vse te manifestacije. Da so tudi v prejšnjih letih presegali meje na takšen in drugačen način, ne samo, da so se približevali meje s temi deli in da so bili brezkompromisni, smo spoznali recimo z delom s Cvijanovićevo postavitvejo, ki je bila tu na železniški postaji in je izvala celo proteste prebivalce z obeh strani meje. In med drugim je Arhipelag obiskal prvo leto tudi Aleksander Brenner, ki je svetovno znano ime. Aleksander kot provokator, nasprotnik umetniškega sistema in na nek način tudi romantik. Arhipelag nima določene teme, se pravi, da umetniki niso se odzivali na neko določeno vprašanje, ampak je zelo demokratična forma, se pravi, da prejeli so vsakega, ki se je prijavil. Razpis pa ni bil javen, ni bil v medijih, ampak so ga pošiljali ljudem, ki so že prejšnja leta sodelovali, in ti ljudje so potem pošiljali prijateljem, tako da je nastala ena taka mreža sodelavcev. Teme torej ni, dela bi lahko razporedili nekako na 2-3 skupini. Imamo ta klasična likovna dela, se pravi slikarska dela, slike, kiparska dela, arhitekturna tudi, ki se ponavadi odzivajo na prostor. Potem imamo dela, ki se ukvarjajo s tehnologijami, teh je kar nekaj, kažejo, kakšna je tehnologija navznoter. Nekateri, recimo skupina Brida, nam je hočejo vizualizirati, pokazati, kako izgleda ta tehnologija, kakšno je njeno drobovje, kako smo vsi odvisni od nje, kako nas obsega in kako nam na nek način tudi vlada. In kot tretjo so to instalacije, to so postavitve v prostor. Recimo, če ste pogledali od Justin Morgan, ima eno od teh instalacij. Po vsebini bi umetniška dela lahko razdelili na tista, ki se v bistvu ukvarjajo same s seboj, se pravi z samo umetniško formo, in kot drugo so tudi družbeno angažirana dela, se pravi dela, ki nekako se odzivajo na družbo, na družbeno dogajanje. Med temi recimo lahko izpostavimo delo Sebastiana Lebana, tudi Novogoričana, ki
izpostavlja, napiše na svoje delo State of Exception, se pravi, da opozarja na nekrokapitalizem, opozarja na neokolonializem današnje dobe in na vse te izraze, na geopolitiko, s katero se humanisti danes zelo ukvarjajo in v bistvu jih izgovarjajo zelo na glas. Potem imamo tudi med temi deli nekatere, ki so absurdne, se pravi, ki kažejo eno tako absurdnost prizadevanja. Imamo tudi take, ki so pikra, če omenim delo Aleksandra Blažice, Čista lopata, čista metla in tudi delo mogoče tandema Tabar-Kokl, ki tudi na nek način se odziva na realnost.